Z nami sta zdaj strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec in nekdanji poveljnik specialne enote policije in predavatelj na fakulteti za varnostne vede Srečko Krope. Povejte mi najprej, gospod Šepec, kako gledate zdaj na te povečanja pooblastil policistov, ki smo jih slišali v prispevku, ki jih je danes sprejela vlada in jih bo tudi predlagala v parlamentu? Ja, premier se zaveda, da tukaj samo z neko mehko roko preprosto ne bo šlo več. Tako da neki dodatni ukrepi policije verjetno so tukaj potrebni. Zaenkrat imamo samo še, kako bi rekli, neke idejne predloge, ki sami po sebi niso sporni. Seveda na koncu bo pa pomembno, kako bo to v zakonu zapisano. Kdaj bodo policisti te ukrepe lahko uporabljali, pod kakšnimi pogoji, to bo zelo pomembno, ampak dokler bo šlo za neke varnostne ukrepe, ki bodo zagotavljali varnost ljudi in ne bodo zdaj targetirani v smislu preiskovanja in iskanja dokazov za kazniva dejanja. Mislim, da se to vse da vpeljati in da bo vse lahko ustavno sprejemljivo. Verjetno bo najbolj sporen ne ta učinkovitejša ureditev vstopa policistov v tuje stanovanje ali druge prostore, ne ko gre za ogrožanje z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti. Je to lahko problematično po vaše? Ta verjetno bo ga treba najbolj podrobno urediti. Je pa res, da policija že zdaj lahko vstopa brez sodne odredbe, če je neka oseba v nevarnosti, če kdo kliče na pomoč in podobno. In seveda jaz tudi mislim, da če se gre za iskanje orožja in zaseg nevarnih predmetov, kot recimo pištole, noži in podobno, da bi tak vstop v stanovanje bil ustavno sprejemljiv. Gospod Krope, kako vi gledate na dodatna pooblastila policistom zagotavljanja, da bodo bolj učinkoviti, če bo prišlo do kršitve javnega reda in miru? Seveda zdaj v tem trenutku se srečujemo z tako imenovanimi prvimi tistimi nujnimi ukrepi za vzpostavitev javnega reda in miru, za zavarovanje življenja ljudi in podobno v okviru obstoječih pooblastil. Seveda ti ukrepi bojo verjetno trajali nekaj časa, dokler se ne bo vzpostavilo neko normalno stanje, pa tudi zagotovilo, da bodo se ljudje tudi počutili varno. Kasneje seveda smo poslušali o predstavljenih pooblastilih. Tukaj gre za dve stvari. Ena stvar je, kako lahko z različnimi taktikami policija uporablja in zadosti te kriterije po varnosti z obstoječimi pooblastili. Je pa seveda res, da pooblastila, katera so bila iznešena že na nek način, bi temu lahko rekli, na nek način že obstajajo, kar pomeni, da so že to neka orodja, ki se lahko uporabljajo. Je pa res, da gre pa za precej predlogov takšnih, ki pa so v tujini dokaj poznani. Ampak kljub temu ne smemo pozabiti načelo sorazmernosti in podobne stvari. Mogoče ni dobro se preveč prenagljati. Verjamem pa, da bo pred sprejemom vseh teh pooblastil, tako kot je bilo tudi že v preteklosti, kar precej razprave in pa seveda bo potrebno jih sprejeti tako, da bodo zadostovala tistemu namenu, zaradi katere bodo pač v bistvu predlagane. Ne gre pa za neke nam gre verjetno za neka nova pooblastila ali pa sliši se tako, ali pa če vzamemo samo uporaba dronov, danes že v bistvu drone uporabljajo ne samo policije, ampak tudi druge civilne strukture, konec koncev za različne namene, da se razumemo. Je pa seveda res, da pooblastila so v glavnem orodja, s katerim lahko zagotavljamo varnost ljudi, premoženja in podobno. Kako pa gledate na novo pooblastilo? Policija bo lahko takoj odstranila osebo s kraja, če krši javni red in jo ponovitvi kršitve prepovedala vstop in zadrževanje. Prav tako bo policija lahko zahtevala takojšnje zaprtje lokala in prekinitev zbiranja, če bo prišlo do kaznivih dejanj ali pozivanja k njihovemu izvrševanju. Ja, to se mi ne zdi sporno, da se zapre lokal, kjer se zdaj, saj trenutno za tisto noč ali za kakšen dan, če se dogaja neka resna kazniva dejanja, zdaj odstranitev s kraja je pa odvisno, za kakšno kaljenje javnega redu in miru. Če se nekdo samo malo vpije, pa ga zdaj odstranimo iz njegovega doma, bo nesorazmerno, če gre pa za javni kraj, pa razgraja, razbija, žali, grozi, je pa zagotovo to ustavno sprejemljivo. Tako da spet treba bo zelo natančno opredeliti, kako bodo ti ukrepi potem v pravnem besedilu, ampak če se jih bo dobro napisalo, je to lahko povsem sprejemljivo. Kaj pa ukrepi vezani na pravosodje? Ja, tukaj prvič bi zelo želel, da se vlada oziroma te, ki bojo zakon pisali, posvetujejo z sodniki. Sodniki pravijo, da imajo veliko problemov z izročanjem, torej vročanjem vabil na kazenske obravnave, torej če do vročitve ne pride, te ljudje ne pridejo na obravnave in postopki padejo. Tako da to bi bilo treba nujno nasloviti, pa zaenkrat še ni.
eden od ukrepov, ki ga predlaga, po mojem, je ustavno nesorazmeren, in to je, da bi se omejila brezplačna pravna pomoč tistim, ki nimajo sredstev, da bi si plačali zagovornika, kljub temu, da so povratniki. Nekdo, ki je ponovno v kazenskem postopku, tudi že to 10-tič, če nima denarja za odvetnika, mu ga država mora zagotoviti. Je pa seveda vprašljivo, zakaj imamo nekoga že 10-tič v kazenskem postopku, če je tak povratnik, ali ne bi potem sodniki že prej izrekli malo višjo kazen, da bi se temu izognili. Gospod Krope, predsednik vlade je danes zagotovil policijsko prisotnost v Novem mestu in okolici ter v občinah, kjer je romska problematika, do konca novega leta. Tukaj je napovedan seveda tudi ta nadzor z droni. Povejte nam, danes smo lahko takoj že ob sprejemanju, ko je mestni svet v Novem mestu sprejemal sklepe, ki jih je naslovil na vlado, smo lahko že iz enega od romskih naselij slišali streljanje. Bili ste poveljnik specialne enote policije, ti policisti so zdaj tudi tam. Povejte nam, kako vi gledate te napovedi in na podlagi tega, kar veste, napovedi policije, kako zdaj tam zagotavlja red in mir. In predvsem, danes smo slišali, občane je strah zaradi lastne varnosti. Ja, res je, nedvomno bo potrebno nekoliko več aktivnosti policije vložiti v vsakodnevno življenje. Tudi prej je ena izmed župan povedala, da ko so se danes odpravljali na ta dogodek v Novo mesto, da so dobivali klice od posameznikov, da bodo jim poškodovali avtomobile, pa da avtobus ne bo odpeljal in podobno. Zadeva bo res, po mojem občutku, ne bo tako lahka, vendar je pa uresničljiva. Je pa res, da bo potrebno veliko policijskih sil nameniti v ta predel in pa izjava ministrice v odstopu, ministrice za pravosodje, mi je bila zelo ena izmed takih življenjskih. Namreč, če se vprašamo, ali je Novo mesto vzrok ali je posledica, jaz bi lahko temu rekel na nek način, da gre za, da je Novo mesto zgolj posledica. Posledica mogoče tudi tiste njene besede, ki jo je uporabila, doslednosti. Če bi do sedaj, oziroma če bodo še naprej, dokler bo posamezni predpisi sploh sprejeti, se z obstoječimi pooblastili ali ukrepi da veliko narediti. Je pa seveda res, tukaj lahko pridemo tudi do drugega vprašanja in bomo se vprašali nekateri prebivalci drugih mest, kdo pa potem nas varuje, ko bo vsa policija pod narekovajem v Novem mestu. Ukrepi bodo, ampak poznamo že podobne situacije iz preteklosti. Namreč takrat nekoč v preteklosti se je isto spraševalo, kako vzpostaviti red v teh naseljih, kako priti do tega orožja. Bilo je narejenih kar veliko ukrepov, med ostalimi tudi uporaba specialne enote in podobno. Čeprav moramo pa vendarle izhajati iz tega, kaj delajo redne policijske enote in kaj dela specialna enota. Če rečemo, da bo specialna enota upravljala naloge, ki se nanašajo na javni red in mir, pol vemo, da je malo spuščamo iz tistega nivoja. Mi moramo usposobiti redne policijske enote, ki so za javni red in mir in za kazniva dejanja, da bodo lahko upravljali tisto svojo nalogo. Specialna enota pa se točno ve, katere naloge. Najlepša hvala obema, da ste bila naša gosta. Hvala. Tudi vam.